Lepo pozdravljeni. Dragi moji, v tem tednu smo govorili o raznih stvarih. O tem, kako nas superjunak Jezus vabi v medvedji objem, ko je v nas nemir. Govorili smo o njegovi supermami in o tem, kako je potrebno prazniti šaro iz naše posodice, iz našega srca, da ga lahko Bog napolni supermočmi, z milostmi. Včeraj smo spoznali, da je praznjenje posodice oziroma opravljanje dobrih del velikokrat naporno. Povedali smo že, da je zato potreben trening srca in da je potrebno vedno iskati stopinje v snegu, Božje stopinje, ki nas bodo pripeljale do konca. Danes vam bom prebral zgodbico iz zbirke Ali si upaš, ki je bila izdana pri založbi Družina. Zgodbico Karla Gržana, ki nam govori o treniranju volje. Ema, Jaka in Luka so s hišice na drevesu opazovali sosedovega gospoda, ki je v kratkih športnih hlačah s slušalkami v ušesih tekal po cesti. Mimo njega so drveli avtomobili in iz njihovih izpušnih cevi je puhtel smrad. Tudi iz ust sosedovega gospoda je puhalo v hladen, pozno jesenski dan. Trenira? Je rekel zamišljeno Jaka in pomislil na svoje kolo, s katerim bi se bil rad vozil po cesti, pa mu mama in oče nista dovolila, ker je bila preveč prometna. Zakaj pa ne teka v gozdu? Se je čudil mali Luka. Tam je tako lepo. Listje šumi pod nogami in ptice ti pojejo pesmi. Kdo bi razumel velike ljudi? Je vzdihnila Ema. Kakorkoli, dobro je trenirati svoje telo. Potem imaš mišice in lahko premagaš druge, je modroval Jaka. Premagaš druge? Pomembno je, da zmoreš premagati sebe. To zmorejo najmočnejši, je govorila Ema. Jaka in Luka sta se začudeno ozrla v Emo. Kako to misliš? Premagati sebe? Saj se ne moreš boriti sam s seboj. Kako da ne? Je bila Ema odločna. Boriš se s svojo lenobo, sebičnostjo, domišljavostjo. Jaz se moram pogosto boriti s seboj. Tu ne pomagajo mišice, je rekel Jaka. Ne, tu pomaga volja, mu je pritrdila Ema. Ali to pomeni, da je pomembno trenirati tudi voljo? Se je čudil Luka. In kako treniraš voljo? Je vprašal Jaka. Potrudiš se in narediš nekaj dobrega in koristnega tudi takrat, ko se ti ne ljubi, je razlagala Ema in odločila. Jutri popoldne se dobimo v naši hišici, da si povemo, s čim smo trenirali voljo. Ko so se spuščali z drevesa, sta Luka in Jaka razmišljala, kaj naj storita za trening volje. Emin predlog jima ni bil všeč, a sta molčala. Da Ema ne bi pomislila, da imata močne samo mišice, volje pa ne. No, kako je bilo na treningu? Je vprašala Ema,
ko so se naslednji dan povzpeli v svojo hišico na drevesu. Jaz sem treniral voljo v šoli, je začel razlagati Luka. Cele 4 ure pouka nisem klepetal. Poslušal sem in delal. Najprej je bilo težko, potem pa lažje. To je bila učiteljica vesela, je pripomnila Ema. Kaj pa vem, ji je odgovoril brat. Po pouku me je poklicala k sebi in vprašala, če sem morda zbolel. Mislim, da sem bil preveč miren. Se bo že navadila, se je nasmehnila Ema in nadaljevala. Sošolka Teja mi ni najbolj simpatična, če je le mogoče, se ne družim z njo. Danes, med glavnim odmorom pa sem premagala sebe in z njo ves čas klepetala. Ugotovila sem, da je prav prijetna in preden smo odšli domov, se mi je zahvalila. Ema je umolknila in pogledala Jaka. Ta se je odkašljal in pomenljivo spregovoril. Torej, tudi jaz sem treniral voljo. Odločil sem se za strašno težko vajo. Ema in Luka sta zrla van polna pričakovanja. Jaka pa je nadaljeval. Ko sem prišel domov, nisem takoj prižgal računalnika. Najprej sem naredil nalogo, potem sem poslal posteljo, pospravil mizo in pometel stopnišče. Toliko, se je začudil Luka. Ja, toliko, je pritrdil Jaka in dodal. Prav ti pride, če imaš poleg mišic trenirano tudi voljo. In vztrajnost, pa tudi srce in še kaj, je pripomnila Ema. Boriti se s svojo lenobo, sebičnostjo, domišljavostjo. Tu ne pomagajo mišice, ampak volja. Veste, mnogokrat se trudimo, ampak nam ne uspe. Premaga nas lenoba, premagajo nas skušnjave in tako vedno znova, že skoraj izpraznjeno posodico znova napolnimo. Ampak pomembno je, dragi otroci, da ne obupamo, da ohranimo voljo. Znova in znova se moramo truditi, da spraznimo posodico. V Svetem pismu je zapisano: zanesite se na Gospoda svojega Boga, pa boste zanesljivo vzdržali. Gospod namreč podpira vse, ki padajo, vzdiguje vse, ki so upognjeni. Če sem mislil, moja noga omahuje, me je tvoja dobrota, Gospod, podpirala. Ko se v meni množijo vznemirljive misli, mi tvoje tolažbe razsvetljujejo dušo. Resnično, otroci, nikoli ne pozabite na superjunaka Jezusa in na našega Boga. Sploh, ko vam je težko, se le obrnite nanj. Dragi moji, potrudimo se in naredimo nekaj dobrega, tudi ko se nam ne ljubi. Prosimo sedaj Boga za vztrajnost, da bomo natrenirali voljo in se tako vedno pobrali, ko pademo, da se bomo lahko pogumno soočili z našimi šibkostmi. Lahko noč.